Jo, evo, danes je 9. januar 2020, čakaj, sem bil tole malo tiši. Ok, to je boljše. In zdajle bi rad hitro v besedu nekaj, kar vedno bolj čutim oziroma si tako predstavljam, pa mi je všeč ta predstava. Se pravi, jaz sem zavest. Ok, o tem sem že govoril. In se mi zdi, da je temu tako, ampak se mi zdi tudi, da je ena opcija, da je vse zavest, da vse, kar obstaja, je zavest. Lahko bi rekel tudi, vse, kar obstaja, je energija, ampak bi šel še en nivo nižji in rekel, da je kar zavest una stvar, ki je temelj vsega obstoja. Kar pomeni, da če je vse zavest, pomeni, da vsaka stvar vsebuje zavest, oziroma da vsaka stvar se stoji iz zavesti. Zdaj, to je lahko bolj skoncentrirana, kot recimo v človeku, ali pa ne toliko skoncentrirana, ali pa v drugačni obliki, ki je mi ne dojemamo, kot recimo v stolu, v mizi. Ali pa malo bolj skoncentrirana v rastlini, še malo bolj skoncentrirana v živali. Se pravi, lahko gledamo na zavest, kakor na, imaš različne gostote, ne? In bolj, ko je zadeva gosta, bolj gre za bitje, ki je zavestno, ki je vsej, rekel bi, da je vse, kar obstaja, ker vse, kar obstaja, je zavesti, da vse, kar obstaja, je do neke mere zavestno, da dejansko ima stol zavest, ampak je toliko neskoncentrirana, da je pač mi ne zaznamo, ker mi delujemo na nivoju zavesti, ki je zelo skoncentriran, ne? In ja, potencialno stola ne zaznamo, ali pa recimo drevesa, ki se med sabo pogovarjajo ali pa ne vem, kva počnejo, ne zaznamo tega toliko, ker nismo na tej valovni dolžini ali, kako bi rekel, zavesti. Se pravi, da je vse zavest, da vse, kar obstaja, je posledično sestavljeno iz zavesti, zato ker vse, kar obstaja, je zavest. In da imaš različne gostote tega, ampak fora je, da tudi jaz sem zavest in da zavest, jaz bi tej zavesti pripisal lastnosti večnosti, in če je nekaj večno, potem ne more umreti oziroma ne more biti ranjeno. Ranjeno, se pravi, če je zavest tista zadeva, ki samo se zaveda, da je to tukaj, da samo vem, to je kle. In, nič drugega. Jaz nimam, zdaj govorim jaz kot zavest, ne, nimam čustev, nimam misli, nimam, nobenih želj, nič, jaz sem pač zavest in samo vem, da je to tukaj. To je to. Se pravi, če sem jaz zavest, ki samo ve, da je to tukaj, potem, če mene nekdo zabode, jaz se sam zavedam, nekdo me zabada. Kaj mislim? Jaz kot zavest nimam, mogoče imam telo, ampak jaz nisem telo. Se pravi, ko nekdo zabada, zdaj sem dal malo bolj grafičen primer za boljšo razlago, ko nekdo zabada tole telo tukaj, pa se jaz ne identificiram s tem, pa to mene ne zabada. In mene, ki sem zavest, ki samo vem, da je to tukaj, noben mi nič ne more. Ker, ni česar na meni, kar bi lahko mi karkoli naredil. Ok, edino, kar mi lahko nekdo naredi, je, da pred mano postavi nekaj, kar je toliko fucking fascinantno, da se ne morem izvleči več ven iz tega. Da ne morem nečemu drugmu posvetiti svoje pozornosti. Kakor predstavljate si, da ste muha, pa je tam ena luč in jaz kot muha bi sam luč.
A veš, da je tam luč, ne, ki pač ne more drugega videti, si predstavljam jaz tako, ne. In če je life, recimo, ta luč za nas kot zavest, je pa res problem, ne, a veš, se pozornost nečemu drugemu kot lifeu usmeriti, ker je life toliko fascinanten. No, in ja, to hočem reči, da kot zavest ne morem biti ranjen, noben mi nič ne more, ker jaz samo sem večen in del, ki samo posveča pozornost. Kar mi lahko nekdo naredi, je, da sam pred mano postavi nekaj toliko fascinantnega, da jaz ne morem ničemur drugemu posvečati pozornost, ker posvečanje moje pozornosti je edina stvar, kar lahko počnem kot zavest. To je to. A posvečam pozornost, zdaj le gledam TV, zdaj le gledam stol, zdaj le gledam kavč, zdaj le gledam svoje noge. A veš, to je to, kar jaz lahko delam kot zavest. Kar sem še hotel reči, je, da jaz kot zavest, če ne morem biti ranjen in če je posvečanje pozornosti edina stvar, ki jo lahko počnem, si jaz lahko privoščim imeti vse brezpogojno rad. A veš, kaj to, da imaš recimo enega sočloveka brezpogojno rad, pomeni, da tudi če te ta človek štihne v srce z nožem, spet grafičen primer, ne, ga imaš še vedno brezpogojno rad, ker pač ni pogojev. Ker brezpogojno pomeni, da jaz ne rabim, da ti mene ne štihneš, da te bom imel rad. Brezpogojno pomeni, da ti lahko meni narediš, kar hočeš, pa te bom jaz imel še vedno rad. To je brezpogojna ljubezen, ker potencialno najdemo edino v res najbolj poduhovljenih ljudeh ali pa mame do svojih sinov pa hčer in to je to. Ne vem, če je kakšen danes na svetu sposoben brezpogojne ljubezni. Mogoče, da so kakšni guruji, pač te res duhovno zelo sofisticirani ljudje in to je to. No, ampak ta zavest, predstavljajte si bitje, ki nima telesa, ki nima misli, ki nima čustev, ki nima nič, ki je samo zavest. In vse, kar lahko dela, posveča pozornost in temu bitju se ne moš nič narediti. In zato, ker mu ne moš nič narediti, lik zato si to bitje lahko privošči, lahko tvega to ranljivost, ker pač ne more biti ranjena, da ima vse brezpogojno rada, ker jaz kot zavest bi si predstavljal, da najboljši feeling, v katerem sem lahko, čeprav ne vem, če imam lahko sploh feeling, ne, če sem jaz una zadeva kot zavest, ki lahko samo posveča pozornost, ali pa tako, jaz ne čutim brezpogojne ljubezni, samo ko nečemu posvetim pozornost, ker jaz sem entiteta, ki ne more biti ranjena, potem moje posvečanje pozornosti nečemu, čemur posvečam pozornost, dojema kot brezpogojno ljubezen. Zato ker, a veš, jaz, če gledam, predstavljajte si, da gledate ven v svet kot zavest in da ne morete biti ranjeni in da vse, kar je, lahko gledate. To pomeni, da vse, kar vidiš, nimaš druge možnosti, kot da 100% sprejmeš. In zdaj, z drugega vidika, to pomeni, da če te nekdo pogleda in te 100% sprejme, z vsemi tvojimi napakami, z vsemi tvojimi dobrimi lastnostmi, z vsemi tvojimi perverznostmi, z vsemi slabimi dejanji, ki si jih naredila v lifeu, z vsemi dobrimi dejanji, ki si jih naredila v lifeu, da te nekdo res 100% sprejme. Takšnega, kot si, z možnostjo, da se lahko spremeniš, če se hočeš. Tudi to ne je del tebe, ta sposobnost se izboljšati ali pa poslabšati, ne, veš. In da te nekdo 100% sprejme. Jaz bi to rekel, da to je ljubezen. Sprejemanje je enako ljubezen. In zdaj, če smo mi zavest v resnici, ne, ki ima trenutno to telo, pa misli, pa čustva in vse, potem temu, ko posvečamo pozornost, tista zadeva to doživlja kot ljubezen.
A veš, zato rastline boljš uspevajo, če skrbimo zanje, ker jim s tem posvečamo pozornost. Oziroma z drugo besedo jim posvečamo ljubezen. Ali pa projekt, če dela človek na projektu in veliko časa vloži, veliko svoje pozornosti vloži v to, oziroma ljubezni, bo projekt potencialno enkrat uspel, če je dobro zastavljen in finančno itd. Pa trg, da je primeren, v glavnem pustimo posel zdaj. Ali pa da enemu drugemu človeku res posvetiš svojo 100% pozornost in ga poslušaš, jo poslušaš. In pač preživiš čas z njim, njo, več kot to ne moramo narediti, kada nekomu posvetimo svojo 100% pozornost. In to danes redko kakšen se mi zdi počne, bolje pa mogoče celo čuden, veš, kad te en pogleda v oči in vidiš, da je 100% s tabo tam prisoten. In nam je rado da rode, da veš, ker nismo vajeni tega, da te nekdo gleda, pa da ni nobenega predsodka, veš, v teh očeh. Ampak občutek je pa ful dober, če gremo enkrat čez to nerodnost, ne. Tako da ja, to bi rekel, če smo mi, oziroma bi kar rekel, da smo, ne vem, jaz kle sam razmišljam na glas, ker me fascinirajo te teme in bi si ful želel, da je temu tako, kakor zdaj razlagam, pa bom, ja, verjetno bom, ne, probu živeti na ta način, da gledam tako na live, pa vidim, a veš, a je boljš živeti ta live, če gledam na ta način, a veš, a mi je lažji, a mi je bolj zabavno vse skupaj, a je mogoče bolj točna ta prispodoba, ki jo zdaj razlagam, kakor pa vse ostale, s katerimi sem do zdaj živel. Se pravi, da jaz sem zavest in vse, kar lahko delam na najglobjem nivoju, je, da posvečam svojo pozornost. In da če to naredim dobro, brez nekih, rečemo, primesi, pa nekih prikritih namenov itd., je na drugi strani to, da jaz nekomu posvetim pozornost in z njim njo preživim svoj čas, dojemam kot ljubezen. In jaz pač s tem, ja. In fora, ko sem do nje hotel priti, je recimo, dostikrat pač v prsnem košu ali pa v trebuhu čutim neko napetost, ki bi lahko rekli temu živčnost, pa pač se vsi to doživljamo, ne. In, a veš, lahko bi potencialno dojemal te napetosti, kakor eno majhno bitje ali entiteto ali neko zadevo, ki je zdaj prišla in je tukaj. In, a veš, ko sem prej rekel, da je vse iz zavesti, ne, bi lahko to entiteto dojemal, tudi ta je pol zavedna, se pravi, če jaz samo posvetim svojo pozornost, ljubezen in jo s tem sprejemam, ja, tudi ti si del mene in si zdaj tukaj, pol bo ta hitrej šla naprej. In sem prej recimo čičil na kavču, ki me kle, ne vem, pri srcu me je malo tako stiskal ali v prsnem košu in je, a veš, lahko si kar risen, ko predstavljaš v bistvu. Je pač tako en mehen duhec ali nek želejček z 2 očkama in pač tam pride in tako, ja, ko ti zdaj kle počneš in imaš tako nek dialog, a veš, s to entiteto. In ker veš, da je zavestna, ne vem, pa sem dobil odgovor nazaj, pač jaz sem si zamislil nekako, da mogoče ta zadeva hoče sam, da jaz tukaj sedim, pa ji posvečam svojo pozornost za nekaj malega časa in hoče sam z mano nekaj časa skupaj preživeti. Recimo, veš, kakor da jaz furam kle en vrtec, pa je ogromen teh entitet in vsake toliko časa se ena obes name, v tem primeru je bila to tesnoba, in ta konkretno je hotela od mene, da pač čičam, pa sva jaz pa ona skupaj tam. In pa sem sedel na kavču in samo posvečil svojo pozornost, se osredotočil na to tesnobo in se je kar malo zmanjšala, tako 1-3 minute sem tam sedel, pa nič drugega delal, samo osredotočil se na to, dovolil, to je tam, tako, tak je občutek, pa pač bil tam, až kakor da en tam malo prije do tebe pa joka, vse kar hoče od tebe je, da ga pobožaš po glavi, pa pač si tam z njim.
In to je to. In lahko bi svoje čustva na enak način doživljali. Da pač, ko imaš neko tesnobo v sebi, je kakor en ta mal, ki pride do tebe jokajoč in vse, kar hoče, da si tam z njim, pa gre pol naprej, a veš se igrati s prijatelji. Recimo, da je to nek vrtec, pa pač ali igrišče ali karkoli. Mislim, da je taka, veš, klej en 30 let star moški to razlaga, ampak je pač smešen, da če si kot risanko vzameš feelinge, ki jih dojemaš in po svoje je res. Pa sam si čičaš na kavču, 3 minute recimo, osredotočen na to tesnobo ali na kjerokoli čustvo ga doživljaš in pač preživiš nekaj časa s tem čustvom. In ne vem, zadeva kar nekako pol je kakor da bi, zato ker smo ji posvetili svojo pozornost, kakor da bi bilo tako, malo bolj, a veš, dobre vole in pol gre naprej. In, a veš, pride čez nekaj časa spet mogoče nazaj, ampak takrat kar zmanjša se, pa gre, pa je kakor da je unta malo, nekaj sem rekel, da pride do nas jokajoč, je pač tako, je pol pač dobre vole in gre se naprej igrati. In zato razlagam, ker ne vem, jaz sem preveč risanko life pogledal, ampak si skozi bolj predstavljam life, ker risanko in je pač lahko ful smešen, če na ta način gledaš. Ne. Mislim smešen, zanimiv, pa še res povrh. No, glavno zdaj sem to hotel posneti, da ne pozabim, ker velikrat se mi zdi, da ne vem, ljudi obvladamo pozabljanje, a veš. Vse vsak od nas je verjetno v lifeu že zvedel ta najpomembnejšo stvar, takole bi jaz mogel živeti moj life, da bi ful dobro živel svoj life in pol valjda, veš, v naslednjih dneh je slišal še 20 drugih stvari in je pozabil na ta glavna, ki bi mu res pomagala, če bi se je oprijel oziroma jo implementiral tako rekoč v svoj life, pa začel izvajati, živeti. Ok, to je pač ena od teh potencialnih modelov, kako life poteka in to je to, nič, uživite še naprej. Ajde.